Pozdravljeni. S tem, ko je bilo zapolnjeno še zadnje mesto, smo dobili končni štartni razpored za sezono 2025. Poglejmo vsi, kaj bi lahko dejali o razmerju sil med vozniki za posamezno ekipo. Ogledali si bomo vseh 10 ekip in povedal bom moje skromno mnenje o tistem, kar si mislim za posamezni vozniški par, glede na to, kar vem, še preden se bo sezona začela. Ampak treba je poudariti, da imeli bomo 5 imen, kjer so dobesedno prisotni novinci, če ne štejemo Liama Lawsona. Torej, velik pretres, velika sprememba generacij. In treba je začeti s skuderijo Ferrari, kjer smo že pred začetkom sezone 2024 izvedeli, da prihaja Lewis Hamilton. Njegov moštveni kolega bo seveda Charles Leclerc. In čeprav po eni strani izgleda par voznikov skuderije Ferrari izjemno močan, jaz in še marsikateri drugi navdušenec vidi potencialno notranji spor med enim in drugim. Kdo bo tisti prvi glavni voznik skuderije Ferrari, bo verjetno tema, o katerem bomo govorili mi, navdušenci, ampak tudi marsikdo drug tam v zakulisju. Tako da par Hamilton-Leclerc zna pokazati marsikatero iskro tudi med obema bolidoma skuderije Ferrari. Po drugi strani imamo Red Bull, kjer bo Max Verstappen in poleg njega Liam Lawson. O Liamu Lawsonu je bilo seveda povedanega mnogo in treba je poudariti, da je prišel v Red Bull samo po 11 dirkah svetovnega prvenstva Formule 1. Da bi Lawson začel ogrožati Verstappena, je izjemno malo verjetno. Ampak lahko mu vsa zadeva malček stopi v glavo in začel bo pretiravati. Upam, da ne, kajti takšno zgodbo smo videli naprimer pri Gasliju ali pa tudi pri Aleksandru Albonu. Ko se je od njiju začelo zahtevati preveč, sta začela delati tiste začetniške napake, kar ju je na koncu stalo sedeža in kariere na najvišjem nivoju. Liam Lawson seveda mora dobiti čas, da razume situacijo in nekako dozori, kar pa do tega trenutka pri ekipi Racing Bulls ni imel priložnosti storiti. A vemo, Helmut Marko je zahteven za to svoje voznike konstantno spravlja pod pritisk. Ampak nekaj takega ne moremo pričakovati naprimer pri tovarniški ekipi Mercedesa, ker bo seveda George Russell imel glavno vodilno vlogo, poleg njega bo pa Andrea Kimi Antonelli. Antonelli prihaja iz vozniške šole Mercedesa, je pod zaščito Tota Wolffa in dvomim, da bodo nad mladim italijanskim voznikom vršili prevelik pritisk. Nekaj malega seveda da, ampak ne tako kot naprimer nad Lawsonom pri Red Bullu. Imel bo podporo, imel bo pomoč, in le, če bo izjemno hiter in prevladujoč, če bo spravil nekako v kot Georgea Russella, in govorim po nekaj dirkah, bi si lahko predstavljali, da bo prišlo tudi tu do kakšnega internega boja. Seveda se Antonelli zaveda priložnosti, ki jo ima, ampak ne smemo pozabiti, da je mladi Italijan prišel v Formulo 1
po eni sezoni v Formuli 2, Formulo 3 je preskočil in točke za superlicenco je osvojil v Formuli 4. Torej, rabi nekaj časa, da dozori, ampak verjamem, da že v sezoni 2025 bomo lahko videli kaj zanimivega. Pri ekipi McLaren pa ni bilo sprememb, kar se tiče vozniške zasedbe. Tu bomo spremljali Norrisa in Piastrija, ki sta, po mojem mnenju, tisti najboljši par na celotnem štartnem razporedu, vsaj na papirju pred začetkom sezone 2025. A poudaril bi rad nekaj. Če je bil v sezoni 2024 glavni vodilni Norris, bi lahko dejali, da v sezoni 2025 bodo dali malce več prednosti, malce več pomoči Piastriju. In tudi tu bi lahko videli kakšno notranjo napetost, ampak ne tako velike kot pri že prej omenjenih primerih. Sledi Aston Martin, kjer imamo seveda podobno kot letos Strolla in Alonsa. Kaj bi lahko dejali tu, da je bila glavna težava letošnji bolid AMR 24? Tako Alonso kot Stroll nista znala pokazati vsega, kar znata, in brez zamer tudi Stroll ima določene kvalitete, čeprav so lete bistveno nižje od onih, ki jih ima Alonso. In tu je treba poudariti, da Dana Followsa so odmaknili, da komaj marca pride Adrian Newey in da njihov vetrovnik še ni operativen. Torej, zopet največja težava ne bosta voznika, ki bosta verjetno sodelovala brez večjih težav, ampak sam bolid Formule 1 ekipe Aston Martin. Kaj pa pri ekipi Alpine? Tudi tu na tehničnem področju bi lahko dejali več težav kot nekih potrditev, ampak v paru Gasly-Duan ne vidim kakšnih pretiranih rivalstev. Namreč Duan, zopet novinec, ki ima za seboj samo en štart prav na finalu v Abu Dhabiju, se bo skušal pokazati v najboljši luči. Tudi Gasly mora rešiti svojo kariero. V bistvu, razen to, da je ostal pri Alpinu, ni imel absolutno nobene druge ponudbe in zanimivo bo videti, če bo nekako bolid dokaj solidno konkurenčen, kako se bosta obnašala. A dvomim, da bo mladi Avstralec, sin večkratnega svetovnega prvaka iz razreda do 500 kubičnih centimetrov motociklizma, lahko nekako hitro takoj prišel v stik z nekom, ki je že zmagal dirko svetovnega prvenstva Formule 1 in ki ima ogromno izkušnjo. Tu bo zanimivo spremljati, ali bo Gasly Duanu dobesedno pomagal. Kaj pa pri ekipi Racing Bulls? Slišali smo lahko izjave Christiana Hornerja, kako naj bi bila to celo zadnja sezona za Yukija Tsunodo pri seveda tej ekipi. Ampak odločitev po svoje je tudi logična. Tsunoda je pod pokroviteljstvom Honde in Honda bo v sezoni 2026 pri drugi ekipi, že prej omenjenem Aston Martinu. Torej, dvomim, da bodo pri Red Bullu nekako navdušeni nad tem, da bi imeli v svoji ekipi nekoga, ki je pravzaprav pod okriljem nasprotne strukture čez eno leto. Ampak poleg Tsunode prihaja Izak Hadjar. Hadjar, za razliko od marsikaterega drugega novinca, je lahko, bi dejali, še preveč agresiven, preveč pogumen. In če smo nekako ugotovili, da marsikateri voznik, ki prihaja v Formulo 1, rabi določeno število dirk, da se bo privadil, bi lahko tu sklepali, da Izak Hadjar se bo v določenih trenutkih lahko tudi
pognal malce prehitro v isto skupino, katero jo bo hotel prehiteti. Zato bi lahko dejali, da bo Hadjar nekaj podobnega, kot je bil Tsunoda, ko je prišel v Formulo 1 in zadeva zna biti zanimiva. Pri ekipi Sauber, ki je v sezoni 2024 imela absolutno najslabši bolid, Hülkenberg ter Bortoleto. Hülkenberg prihaja iz ekipe Haas in nekako je bil privabljen strani Audija, kot se bo preimenovala ekipa v naslednji sezoni. Gabriel Bortoleto, kot smo že govorili, je pa eden izmed najbolj obetajočih mladih voznikov. Prvak v Formuli 3 v sezoni 2023 ter v Formuli 2 v letošnji sezoni. Tu po svoje dvomim, da bo prišlo do kakšnega internega dvoboja, prej bi dejal sodelovanje med enim in drugim voznikom, kjer bo podobno kot pri Alpinu ali Aston Martinu glavna težava sam razvoj bolida. A videli bomo, kako se bodo zadeve nekako obrnile in ali bo James Kay znal zadeve spraviti na svoje mesto. Pri ekipi Haas bi lahko dejali, da imamo izjemno zanimivo situacijo. Namreč ne samo Olija Bermana, ki je tu prišel nekako s podporo skuderije Ferrari, ampak tudi Estebana Ocona. Ocon je zapustil Alpin, ker enostavno ni bil sposoben sobivati z Gaslyjem. Pri ekipi Haas se mu zopet ponuja priložnost, da reši svojo kariero. In seveda ne smemo pozabiti, da Simone Resta je zapustil okrilje Ferrarija, kjer je bil posojen k ekipi Haas in je odvisno, kakšne kvalitete bo bolid za sezono 2025. Ampak ne glede na vse, bi lahko dejali, da v prihajajoči sezoni bi se znalo ponoviti tisto, kar smo že videli pri tej ameriški ekipi, sta bila skupaj Mick Schumacher in Kevin Magnussen. Izkušen voznik, ki se mora dokazati, in relativno neizkušen novinec. Videli smo, da po isti sezoni je bilo avanture Micka Schumacherja dobesedno konec in upam, da bo Oli Berman se bistveno bolje odrezal. Na koncu nam ostane še Williams, kjer imamo Aleksandra Albona in Carlosa Sainza mlajšega. Sainz prihaja seveda iz Ferrarija, ampak ne prihaja samo on kot voznik, ampak še manjša čredica pokroviteljev, kar v ekipi Williams nikoli ne škodi. In to seveda bomo lahko videli med sezono 2025 tudi zanimivo situacijo. Aleksander Albon je bil izjemno cenjen, kajti pri ekipi Williams je pokazal ogromno. Ampak poleg sebe je zmeraj imel relativno slabšega ali pa neizkušenega moštvenega kolego. In pri takšnem nasprotniku v lastni garaži je enostavno zablesteti. Sedaj prihaja Sainz. Sainz, ki zna seveda pokazati tudi bistveno več kot naprimer Logan Sargent ali Nicolas Latifi. In tu bo velika preizkušnja tudi za samega Albona, namreč če bo Sainz bistveno boljši, tudi kotacije tega tajsko-britanskega voznika bodo šle strmo navzdol. Ampak to je le nek hiter pregled tistega, kar nam lahko pove za enkrat dokončna štartna lista za sezono 2025. Upam, da vam je bilo zanimivo, vseeno pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.